It's amazing, I'm the reason everybody fired up this evening. I'm exhausted, barely breathing. A jump pass to Jordan off to the left. Michael double teamed on the drive in for the left. Gets chased into the corner, comes right back. Down! Through the foul! Wow! Oh, powerhouse, JD. There's a poster play. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing. By the play in the third. Kobe. So amazing. Okay. Bring it home, Kobe, baby. Wow. I'm a problem that I never ever be solved. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! With 0.6 of a second remaining. I can see it's amazing, so amazing, so amazing. Barnett comes out on LeBron. Now they switch and here's Pierce again. A Smith screen. Posing on the bench. Oh! LeBron James with no regard for human life. So amazing, it's amazing, so amazing, so amazing, so amazing, it's amazing. Živijo, Blaž. Zdravo, Matej. Kako? V redu, pozdravljen ti. Pa dobro, mislim, malo me zebe ob tem snegu, ampak v redu. Od zunaj sneži, vreme je slabo, mi dva snemava podcast. Zveni znano, ne? Kot po pravilu, v bistvu, ja, vedno, ko je slabo vreme, se spravi k snemanju novega podcasta in tudi tokrat ni nič drugače. In seveda skrajni čas je, da se posvetiva začetku NBA lige, pravzaprav je skoraj da četrtina sezone, oziroma ne skoraj da, četrtina sezone je že za nami. Lahko podamo tiste prve ocene o dosedanjem poteku sezone, o presenečenjih, razočaranjih, o vsem pestrem dogajanju na drugi strani Atlantika. Liga NBA se je začela z boomom in se nadaljuje vsak dan, postreže s kakšnimi zanimivimi tekmami, zanimivostmi na in izven parketa in vsem tem več v tokratnem podcastu pravzaprav Blaž. Tokrat sva rekla, da se bova posvetila vprašanjem, ki sva jih prejela od najinih poslušalcev, namreč na naslove, ki jih ti vedno rad poveš in če jih ne poveš, te seveda jaz spomnim, da jih povej. Sva tudi tokrat prejela seveda ogromno različnih vprašanj, največ seveda v povezavi z Miamijem in Dragićem. In seveda o tem bova več spregovorila v tokratnem podcastu, v katerem bova spregovorila tudi o preostalih moštvih, ki so letos poleti doživela največje spremembe na zahodu, Minnesota in Oklahoma. In na vzhodu, Blaž, Celticsi, Cavaliersi. Filadelfija je pa tisto zadnje moštvo, o katerem pogosto prejmejo kakšno vprašanje, kakšen komentar, o katerem radi spregovorijo najši poslušalci. Poleg seveda med tistimi slabšimi moštvi Lakersov na zahodu, vendar temu mislim, da bi skoraj da morala Lonzu in Lakersom posvetiti poseben podcast skupaj z njegovim famoznim očetom. Tudi o njemu so več govorila že v tistem zadnjem podcastu, ko sva govorila o Luki. To so namreč tista moštva, o katerih sva prejela največ vprašanj, o katerih se največ govori tudi na naših forumih, Blaž, pa morda lahko tukaj zdaj omeniš te kontakte, ki jih vedno rada omenijo, oziroma samo tiste najpomembnejše, da ne bova dolgovezila. Ja, kontaktirate naj lahko na NBA Slovenija in pa na Twitterju sportinfo.si. Bi vas pa ob tej priliki, ko že ravno omenjam vsa ta družbena omrežja in vse to prosil, če lahko všečkate ta podcast na YouTubeu, se naročite na najin kanal in pa seveda na iTunesih, tisti, ki naj jo poslušate preko iTunesov, da tudi tam pustite oceno najinega podcasta in pa seveda komentar. S tem nam pomagate, da sva bolj vidna na vseh teh omrežjih in da lahko najin podcast dobijo tudi ljudje, ki morda prvič slišijo za naju, se pravi, sva bolj vidna in nama to seveda pomaga pri najinem nadaljnem delu. Ja, in zato si morava vsak podcast vzeti teh 30 sekund za to, da vam zateživa za te všečke in sva seveda hvaležna vsakega všečka in novega naročnika. Tako, Blaž, mislim, da je sedaj to dovolj za uvod, ali morava še kaj povedati, ali lahko kar počasi začneva z vprašanji poslušalcev? Ja, mislim, da najbolje, da kar greva veselo na delo.
Ja, Blaž, kot sem dejal že v uvodu, največ vprašanj sva na najnem Facebooku in Twitterju prejela ravno v povezavi z Miami in Goranom, povsem razumljivo seveda. No, ampak kaj si pričakoval kaj drugega? Pravzaprav ne. Že v uvodu sem omenil vprašanje poslušalca Jana, ki naj je vprašal prav konkretno, če misliva, da je Goran storil napako s tem, ko se je iz Phoenixa preselil v Miami. Takrat je namreč lahko izbiral svojo prihodnjo destinacijo, kjer bo igral v prihodnosti, tudi potem podpisoval pogodbo naslednje poletje in seveda se odločil za Miami, kjer je sedaj za njim in moštvom precej, recimo temu, spremenljiv začetek. Sicer Goran postal tudi igralec tedna, kar se mu je nazadnje pripetilo v Phoenixu, torej uspešen začetek sezone iz tega vidika, tudi statistično recimo uspešen, vsaj po tistih prvih 10-12 tekmah je imel najboljšo statistiko v karieri. Potem pa tudi že na samem začetku so bila neka določena nihanja v igri in tudi v tem zadnjem tednu so bila ta nihanja in seveda zdaj le zadnje dve tekmi povsem neprepoznavni, ne samo Miami, tudi Goran in mnogo vprašanj v povezavi s tem, a je njegova vloga v moštvu primerna. Mnogi pa menijo tudi, da že njegova izbira tega moštva takrat, ko se je odločil za Miami, bila neprimerna in o tem so tudi midva že roko na srce precej govorila in morda tudi sprožila kakšne te debate. Namreč dejstvo je, da seveda Wade in Bosh nista ustrezala Goranovemu načinu igre. Jasno je bilo, da se bo on moral v Miamiju kot stopil podrejati njima, predvsem seveda Wadeu in biti neki sekundarni playmaker ali pa v nekaterih pogledih celo terciarni za Boshem. In seveda v tisti sezoni je bil povsem rezerviran, odrezan od igre. V mnogih pogledih pa se to ponavlja tudi to sezono iz drugačnih razlogov in v tem, Blaž, morda lahko zdaj spregovoriva nekaj več. Kaj se tebi zdi, morda če začneva na tej točki? Ja, zadnje 2 tedna se pri Miamiju kaže točno to, o čemer sem midva 2 tedna nazaj, se pravi v prejšnjem podcastu, govorila in to so ta nihanja. Recimo, samo pogledamo tekme v tem času, prepričljivo izgubijo proti Washingtonu, potem premagajo Washington, potem popolni blackout, če uporabljam angleško besedo, proti Indiani, ko so izgubili kar za 25 točk, potem naslednjo tekmo premagajo v tem trenutku najboljšo moštvo lige, Boston, potem lepo premagajo Minnesoto, lepo premagajo Chicago in potem sedaj zadnje 2 tekmi spet popoln blackout proti Clevelandu in pa danes po noči še proti Knicksom. Včasih so nihanja iz tekme v tekmo, kot vidimo tukaj, potem odigrajo 3 tekme zelo dobro, na visokem nivoju, recimo se približajo tisti igri iz druge polovice lanske sezone, ko so, kot sva že večkrat povedala, nanizali 30 zmag in samo 11 porazov. Potem pa takoj naslednjo tekmo ali pa naslednje 2 tekmi, če odigrajo par tekem dobro, naslednje 2 tekmi, potem, tako kot si ti dejal, blackout, popoln zaton, če uporabim slovenski izraz. Mrk, ja, še boljši izraz. In to se jim ponavlja že od samega začetka sezone in sedaj po teh 20 odigranih tekmah, oziroma Miami jih je odigral 21, do sedaj 10 zmag, 11 porazov, lahko potegnejo že neke precej konkretne zaključke. Ja, Blaž, na kateri iztočni točki bi začela? Na tisti Janovi, ki naj je vprašal, če misliva, da je Goran storil napako s tem, ko se je preselil v Miami. Pravzaprav v tem mislim, da so v zadnjem podcastu govorila in verjetno se je on navezal na tisti zadnji podcast, kjer sva dejala, da ja, Chris Bosh in Dwayne Wade vsekakor nista bila najbolj primerna soigralca za Gorana in tudi sistem igre, ki so ga takrat igrali, ni bil najbolj primeren, predvsem glede na to, da je on želel po odhodu iz Phoenixa, oziroma razlogi za njegov odhod Phoenixa so bili ti, da ni imel priložnost igrati kot organizator, organizirati napade, igrati žogo v posesti, vendar je moral zaradi 3 organizatorjev pogosto stati v kotu, pogosto igrati na krilu. In o tem famoznem kotu lahko tudi sedaj več pojeva. Namreč v kotu je potem veliko stal tudi takrat, ko je prestopil v Miami in igral z Wadeom in Boshem. In v kotu veliko stoji tudi to sezono. Prejšnjo sezono je recimo imel več časa žogo v svoji posesti. Predvsem je ta razlika vidna v primerjavi z drugo polovico lanske sezone in začetkom letošnje sezone. Torej vsi te statistični player tracking podatki kažejo na to, da je Goranova vloga v napadu Miamija letos manjša, kot je bila lani. O tem ni nobenega dvoma in ponovno je veliko časa v tem zelo glasnem kotu, zaradi katerega je zapustil Phoenix.
Vendar po vseh parametrih in kazalcih, oziroma po veliki večini, lahko seveda sklepamo oziroma jasno kažejo na to, da tudi sama igra moštva poteka bolje, ko on vodi igro, ko on organizira napade, ko on več časa obvladuje žogo in ima večje število dotikov žoge. Konec koncev, prejšnji teden recimo je bila Goranova vloga, Goranov usage rate, to je neka statistična kategorija, ki jo pogosto omenjava, delež porabljenih napadov posameznega moštva, ko je igralec v igri. Pravzaprav ta statistični podatek lepo pokaže, kakšno vlogo v napadu posameznega moštva ima igralec. Kako veliko. Ja. Kako veliko, tako je. In Goran je imel najvišji usage rate v prejšnjem tednu, ko je postal igralec tedna na vzhodu, in po tisti tekmi takoj naslednja totalen mrk, totalen razpad sistema, samo 5 metov proti Clevelandu. In potem včeraj proti New Yorku 12 metov, vendar ob katastrofalni učinkovitosti, le 3 zadev iz igre. Vprašanje je tudi, morda gre za kakšno poškodbo pri Goranu, nekoliko sva ga oba gledala, ko je dajal izjave po tej tekmi v New Yorku, deloval je nekoliko bolj zaspano, kot da je nekoliko bolan, vendar uradnega podatka ni. Tudi novinarji onstran luže ne poročajo o tem, da bi Goranu karkoli manjkalo, tako da ne vem, dejansko je zelo težko karkoli reči okoli teh zadnjih 2 tekem. Definitivno pa je pokazatelj nekaj, da ko Goran igra dobro, Miami zmaguje. Ko Goran igra slabo, je Miami katastrofalno moštvo. Tudi zagledati je zelo težko to moštvo, ko Goran igra slabo. Ja, pravzaprav je to več ali manj jasno že od samega začetka sezone naprej, vendar samo dobra igra Gorana tudi sama po sebi ni dovolj v tem moštvu. To moštvo je sestavljeno na teh drive and kick principih, o katerih so že govorila, in letos preprosto ta igra ne steče. Napad v primerjavi z drugo polovico lanske sezone na nekaterih tekmah sicer deluje dobro. Tako kot si omenil, Blaž, ko si sedaj omenil vse te tekme, ki jih je Miami odigral, in ta nihanja, recimo, zelo čudna je ta drastična, dramatična razlika recimo med tekmami Miamija prejšnji teden in med tekmami ta teden na njihovih gostovanjih v Clevelandu in New Yorku. Recimo sam poraz proti Clevelandu ni problematičen, se je Cleveland po tistem slabem, morda celo katastrofalnem začetku sezone vendarle pobral. Sedaj niz 9 zaporednih zmag po tej zmagi proti Miamiju. Igrajo vedno bolje, vendar recimo njihova obramba še vedno ni tako dobra kot recimo obramba Bostona, in ravno to, recimo, če postavimo naproti tekmo proti Bostonu in tekmo proti Clevelandu, Boston je precej bolje začel sezono, najboljšo obrambe lige igrajo, še vedno imajo najboljšo obrambo lige, in Goran je na tej tekmi dal 27 točk, na to pa proti Clevelandu, ki trenutno še vedno sodi v zadnjo tretjino, v najslabšo tretjino moštev po igri v obrambi. Njihova obramba ni na nivoju Bostona, vendar popoln razpad v napadu, popolnoma neučinkovita igra in tudi drugačna vloga Gorana. Celo najmanjši, že omenjeni usage rate je zabeležil ravno na tekmi proti Clevelandu, sam si omenil samo 5 metov in 15% usage rate. Dion Waiters je recimo na tisti tekmi porabil več kot 30% napadov Miamija, kar Goran ni še na nobeni tekmi letos zabeležil tako visokega usage rate namreč. Vsekakor ima po vseh parametrih, kazalcih, teh player tracking kazalcih, ki seveda natančno merijo vse te podatke, ima Goran, kot sem že dejal, žogo manj, Dion Waiters pa jo ima več. Torej, ena izmed sprememb po primerjavi z lansko sezono je ta, da ima Goran nekaj manj časa žogo pri sebi, v posesti organizira nekaj manj napadov, na drugi strani pa Dion Waiters nekaj več. Vendar ne samo Dion Waiters, tudi James Johnson ima višji usage rate kot lansko sezono. On je eden izmed igralcev, ki ima žogo precej časa v svoji posesti. Usage rate Kellyja Oliniga, tega novo podpisanega, novo prispelega centra, podpis katerega se bo morda izkazal za zgrešenega vsaj na začetku sezone, namreč podpisali so ga tudi z namenom, da bi vsaj nekaj časa lahko igral skupaj s Hassanom Whitesidom v igri, vendar se je že na začetku sezone izkazalo, da sta verjetno skupaj prepočasna za večino preostalih moštev. Zato je praktično ta dvojec videl, recimo temu, resen igralni čas na parketu samo na prvi tekmi sezone, na to pa na nobeni več. Praktično nikoli več, z izjemo nekaj sporadičnih minut, nista igrala skupaj.
Ja, in ravno to, ko vse omenjaš, ima eno skupno točko in to je, se pravi, vsi ti višji usage rate, to v bistvu pomeni, da Miamijevo igro organizira več igralcev, kot je to počelo lansko sezono, in Miami je šel načrtno v ta sistem, da lahko več igralcev organizira igro, vendar včasih je tudi kakšen organizator enostavno preveč. In ravno to se sedaj dogaja v Miamiju. Nimajo neke kontinuitete, kajti vedno nekdo drug organizira napad, vedno nekdo drug kliče akcije in nihče izmed teh igralcev nima dejansko igre, kot je to ponavadi, razen pri seveda morda kakšnem San Antoniju, Golden Stateu, ni v navadi, da bi toliko igralcev obvladovalo ekipo in tukaj lahko pride do določenih stvari, zaradi katerih potem ta sistem tudi ne deluje. Ja, ker namreč seveda Spursi ta sistem gojijo že dolga leta. Oni seveda za voljo legendarnega Grega Popoviča sodijo tudi med ta moštva, ki so recimo v NBA ligi začela uvajati te principe tako imenovane positionless basketball, torej košarke brez vnaprej določenih pozicij, košarke, kjer lahko več igralcev istočasno igra na večjih položajih. Seveda košarke, s katero je recimo naša reprezentanca zmagovala, to je bilo tisto, o čemer so midva mesece pred začetkom Eurobasketa seveda v podcastih govorila, ravno to omenjala kot prednost naše reprezentance, da bo imela recimo več igralcev, ki lahko igrajo na večjih različnih položajih, da bo imela z Luko in Goranom dva odlična playmakerja, ki se bosta lahko izmenjevala in iskala recimo te mismeče, ta neskladja v obrambi nasprotnika. Ustvarjala višek igralca. In seveda na tak način omogočala sebi in soigralcem lahke koše. To je seveda zmagovita košarka, to je recept, ki v NBA ligi deluje, konec koncev prvaki Golden State Spursi, Golden State Warriorsi, lapsus lingue, ja, ampak ki vendarle nakazuje na to, da med obema moštvoma so določene podobnosti, čeprav seveda v zadnjih letih, predvsem sedaj z Aldridgeom, tudi Spursi včasih zapadejo malce bolj izolacijsko košarko, 1-1 igro, vendar to so že detajli, še vedno so njihovi principi deljenja žoge, večjih playmakerjev, večjih iniciatorjev napada, globoko zakoreninjeni v njihovo igro. Ko ravno govoriš globoko zakoreninjeni, ravno to je, San Antonio ima bolj kot ne enako ekipo in potem vsako leto le dodajo mogoče en kamenček, morda dva kamenčka v ta mozaik in lažje je inkorporirati v tako igro enega ali pa dva nova igralca, kot pa recimo Miami, ki bomo rekli, recimo, če nekoliko zamižimo glede lanske sezone, dejansko na novo ustvarjajo nek sistem igre in to so igralci, ki se na novo učijo takega sistema igre. Uigranost. In to je točno tako, uigranost je tista beseda, ki sem nekako želel iz tega potegniti in to enostavno manjka ta trenutek Miamiju. Seveda je pa še ena stvar, na katero zaenkrat še nismo opozorili in to je pa, da Hassan Whiteside enostavno ne paše v ta sistem in to je predvsem zaradi tega, ker ti ne zna podati žoge. Na najnem NBA Slovenija Facebooku nekaj časa nazaj objavila sliko, pri kateri je na Hassanu skoncentriran na celotna obramba, mislim, da 3 ali celo 4 igralci so bili na njem okoli, na obroču, na trojki, pa 4 prosti igralci Miamija in on žoge ni dal od sebe, vendar je zaključil čez tistih 8 rok, namesto da bi morda podal nazaj v stran kamorkoli in potem bi sledil lahek koš strani enega igralca na zunanjih položajih. In to je recimo nekaj, zaradi česar se je Detroit dvignil letos, kajti Drummond je imel lanosko leto podoben problem, ni znal podati žoge in sedaj se je to naučil in recimo, če samo pogledamo statistiko iz prejšnjih sezon in letošnjo sezono, mislim, da je v prejšnjih sezonah imel povprečje tam nekje pol podaje na tekmo, letos pa več kot 3. Se pravi, je za 600% dvignil število podaj na tekmo in to je tudi en izmed razlogov, zakaj je Detroit na drugem mestu vzhodne konference letos, kajti igrajo precej bolj gibljivo košarko, to, kar želi Miami, pa jim ta trenutek ne ratuje najbolj. Ja, Blaž, morda si s tem, ko si se dotaknil seveda teme o Whitesideu, pogledal tudi na vprašanje Davida, ki ga imamo zapisano tukaj. On je bil eden recimo izmed teh, tudi to je bila ena izmed tem in vprašanj, pogosto vprašanje, namreč sodelovanje Gorana in Hassana Whitesidea. Nasploh vloga Whitesidea znotraj moštva
je tema, ki je tudi na recimo družbenih omrežjih, kjer debatirajo navijači Miamija, pogosta topika. Ti si sedaj odlično nakazal na enega izmed teh najbolj očitnih problemov. Ja, Hasan preprosto sedaj tukaj še vedno ni povsem jasno, ali ne zna podajati, ali ne želi podajati. Mislim, da je obojega pomalen. Ima izjemno slab pregled, vidi samo obroč. Če njemu podaš žogo, je tako, kot da bi psu pred gobcem pomahal s kostjo. On ne vidi več drugega kot obroč oziroma kost. Drugega preprosto ne vidi in takrat meče preko 2 igralcev ali pa preko 3, ti si omenjal. 4. Tudi to se je že zgodilo in to so potem slike, ki zaokrožijo ali pa gifi, animacije, ki zaokrožijo po družbenih omrežjih, ko so pač 4 igralci povsem sami na zunanjih položajih in Hasana obkroža vseh 5 igralcev nasprotnega moštva in on še vedno vrže in seveda zgreši. To je velika težava, namreč v košarki, ki sedaj prevladuje v NBA ligi, vendar tudi ne samo v NBA ligi, tudi v Evropi, je kroženje žoge, gibanje žoge izjemno pomembno. To so principi, ki jih seveda poskušajo uvesti tudi v Miamiju in če imaš ti enega igralca, ki preprosto ne podaja, če mu podaš žogo, se bo žoga pri njemu zaustavila in je na nek način črna luknja, kar se tiče žoge. Žoga gre notri, ven nikoli ne pride. Z njim ne moreš igrati recimo te old school in and out košarke, torej košarke s podajo noter na centra, ki potem išče, če ga seveda podvajajo strelce na zunanjih položajih. Take košarke preprosto ne moreš igrati s Hasanom, ker on ne podaja na zunanje položaje. Po drugi strani pa tudi ga ne moreš postaviti recimo na visoki post ali pa, da bi podal kakšnemu branilcu za utekanje. Seveda Hasan pod košem zahteva veliko pozornosti nasprotnih obramb, vendar tega preprosto ne izkoristi. Za evropske trenerje, za evropske ljubitelje košarke je to nekaj povsem nepojmljivega in nerazumljivega, ko ti vidiš centra, ki preprosto pod obročem ne podaja tudi takrat, ko ga pokrijejo 3 recimo nasprotni igralci ali pa 4, ko si sam omenil. Ja, ravno nekoliko bom samo omenil. Recimo ravno to je ena izmed lastnosti, zaradi česar mogoče Vidmarja nekateri vidijo kot potencialnega centra za ligo NBA. Ne trdim, da bo igral v ligi NBA, kajti mislim, da je njegova starost pač enostavno ga že ujela, ampak to je sposobnost, to je kvaliteta, ki jo sedaj išče liga NBA. To je kvaliteta centra, ki je sposoben organizirati napad, ki je sposoben podati žogo. Recimo Vidmar je na nek način Drummond, ki si ga že omenjal, recimo temu precej slabša verzija Drummonda. Igralec, ki nima meta iz razdalje, nima povsem nobenega meta, vendar je dober roll guy, torej je center, ki lahko igra pick and roll na eni strani, na drugi strani pa ima izjemen pregled in zelo dobro podaja. Za Drummonda, to si povedal, zanj to sploh ni bilo značilno in je bil nekje podobno na nivoju Hasana, malce, malenkost boljši. Ni bilo dosti razlike med njima in njunima sposobnostima podajanja, vendar ko lahko tvoj center podaja, išče soigralce, ko ima tak pregled nad igro, mislim, da je najboljši primer seveda Denver in Jokić. Zakaj je Jokić tako cenjen v NBA ligi? Predvsem zaradi njegove sposobnosti podajanja. On je imel letos, mislim, da že tekmo, vendar vem, je imel tekmo, ki jo je končal z 0 točkami, na kateri ni dosegel nobene točke, pa je bila še vedno dobra odigrana tekma. Gasol, vsi visoki igralci v moštvih, ki lahko podajajo in iščejo soigralce, lahko ustvarjajo nek višek in omogočajo lahke koše soigralcem. Playmaking v navednicah, center, torej center, ki lahko organizira igro oziroma ki mu lahko da žogo, poda žogo na vrhu trojke ali pa na vrhu posta in ki lahko najde soigralce v gibanju ali pa pozicionirane za met. To je center, ki je sedaj vreden zlata. In to je točno tisto, kar Hasan ni. Recimo, že omenjen Jokić je antipod, dobesedno nasprotje Hasana Whitesida. Neatletski center, ki je katastrofalen v obrambi, vendar ima izjemen pregled. Hasan je izjemno atletski center, ki je odličen v obrambi, ampak ni sposoben podajanja. Trenutno, če vprašate vseh 30 generalnih direktorjev, koga bi raje imeli, vseh 30 bo odgovorilo Jokića. Nihče ne bi sedaj raje vzel Whitesida in Whiteside ima sedaj v ligi precej manjšo vrednost kot Jokić ravno zaradi tega. In ravno, ko omenjaš njegovo vrednost, ko se je dobilo vprašanje, ali bo prišlo do kakšnih sprememb v igralskem kadru Miami, ali bo prišlo do kakšnih menjav, edina dva, ki v bistvu v tem trenutku lahko
Miami zamenja sta Hassan Whiteside in pa Goran Dragić. Problem Whitesida je, da ga nihče noče, oziroma verjetno bi se našla ekipa, ki bi ga vzela, vendar to, kar bi Miami dobil zanj od tiste ekipe, bi verjetno bilo precej slabše, kot pa je ta trenutek Whiteside. Ravno zaradi tega, kajti Whiteside lahko deluje samo v določenih situacijah, te situacije pomenijo, da to ne bo moštvo, ki se bo borilo za najvišja mesta. Nažalost. Razen, če razvije ta pregled nad igro, če se odloči, da bo podajal, če sedaj recimo rečeva, da je nekoliko obojega, se pravi, da ne želi in ne zna podajati, potem zraste tudi cena, vendar v tem primeru ga Miami tudi ne bo tradal. Kot sem že dejal, ti si tudi omenil predvsej vprašanj v povezavi s potencialnimi menjavami. Miami potrebuje menjave. Mislim in to si upam trditi z precejšnjo gotovostjo, da Miami letos ne bo dosegel željenega uspeha brez menjave. Zdaj, drugo vprašanje je menjava koga in menjava zakaj. Ja, na tej točki se povsem strinjam s tabo. Miami sezone ne samo, da ne bo končal uspešno brez menjave, prepričan sem, da sezone ne bo končal brez menjave. In morda je to tudi razlog, zakaj v tem trenutku Miami igra kot igra, kajti morda so določeni igralci že sedaj v nekakšni izložbi, da želi Miami prikazati, da so sposobni recimo kot organizirati igro, da so sposobni biti te ball handlerji in se morda tudi zaradi tega toliko deli žoga in je morda to tudi eden izmed razlogov, zakaj je Goran pripravljen nekoliko potrpeti, kajti do 15. decembra, ko se bodo lahko začenjale menjave, glede igralcev, ki so letos poleti podpisovali pogodbe, ima morda Goran kakšno insidersko informacijo, da mu je Pat Riley rekel, potrpi nekoliko, prišle bodo menjave, prišel boš na svoj račun, vemo pa ne, to lahko samo špekulirava in definitivno se morajo znebiti kakšnega tega playmakerja, kajti enostavno preveč delijo žogo, včasih je deljenje žoge dobro, v določenih trenutkih pa je tega enostavno preveč in se igra ne da razviti, kot smo pa že govorili na začetku podcasta. Ravno zadnjič sem na Twitterju imel pogovor z enim izmed novinarjev Palm Beach Posta, Mannyjem Navarom, ki je v najnem pogovoru izkristaliziral ravno to, o čemer sva sedaj govorila, namreč dejal je ravno v tem je problem. Preveč igralcev, ki jim je Pat Riley dal visoke pogodbe letos poleti, za katere je sedaj potrebno najti ustrezne vloge, jih postaviti na nek način v izložbo, kot si sam dejal, ker jim je potrebno dvigniti vrednost oziroma upravičiti to visoko naložbo v njih. In takih igralcev je sedaj preprosto preveč in te igralce sedaj postavljajo v vloge, ki jim morda ne ustrezajo najbolj in na drugi strani to postavlja druge igralce, kot je Goran, v vlogo recimo floor spacerja, torej igralca, ki iz kota širi prostor za prodore soigralcev, recimo Tyler Johnson in Josh Richardson sta sezono začela katastrofalno. One dva sta dva igralca, ki sta recimo v tisti drugi polovici lanske sezone uspešno širila prostor ravno za Goranove in Waitersove prodore. Za prodore teh dveh igralcev, to sta bila igralca, ki sta lansko sezono primarno obvladovala žogo, organizirala napade, inicirala napade. Letos pa poleg Gorana in Diona sedaj to precej več počne tudi James Johnson, Kelly Olynyk, ki sva ga že omenjala, in pa seveda Tyler Johnson in Josh Richardson, ki sicer nimata žoge opazno več kot lani, vendar tukaj je še Winslow, ki je bil lansko sezono poškodovan in tudi eden izmed teh igralcev, recimo, ki sploh ni imel nobene vloge v tej drugi polovici sezone, ki je bila tako uspešna za Miami, sedaj pa morajo poiskati neko vlogo zanj in tudi on sodi med te igralce, ki pogosto organizirajo, začenjajo napad in ja, očitno je nekaj globjega problem v sistemu, problem v igralcih. In tukaj bo potrebno poiskati rešitev, kje blaž. Omenil si sedaj kot potencialne menjave enega izmed teh playmakerjev, jaz se strinjam, Whiteside, sva že omenjala, njegova vrednost v ligi trenutno ni ravno blesteča. Vprašanje, kaj bi se dalo zanj iztržiti. Vsekakor je Goran tisti igralec, ki ima najvišjo vrednost v moštvu, vendar na drugi strani tudi tisti igralec, ki mu Spoelstra najbolj zaupa. To je predvsem tisti razlog, zaradi katerega jaz mislim, da Goran ne bo tradan iz Miamija in da Goran verjetno tudi ne samo Patu Rileyju, vendar tudi Spoelstri verjame. Spoelstra ga je prišel sedaj že drugič obiskati tudi v Sloveniji, z njimi ima osebne stike, ne bi se pogovarjala tudi zasebno ogromno. Goran je lansko sezono odprto lobiral zanj kot trenerja leta.
In se zdi, da mu zaupa povsem brez zadržkov, vendar ali je to pametno in tukaj, če se navežem na tisto Janovo vprašanje samega začetka, ali je bila Goranova odločitev, da bo vrhunec kariere preživel v Miamiju pametna, zaenkrat ne moremo odgovoriti še dokončno. Imel je eno izjemno neuspešno sezono, kjer mu je ugled precej padel zaradi tega, ker pač ni igral v primerni vlogi. Vendar potem lansko sezono pokazal, nazorno potrdil, kaj je bil razlog. 2 igralcev ni bilo več, 2 igralcev, zaradi katerih je stal v tem famoznem že omenjenem kotu. Njegova vloga se je spremenila, njegova statistika bila pa potem že spet identična tisti iz Feniksa. Ja, in ravno to je najbolj frustrirajoče, kajti vsi vemo, da je Goran sposoben precej boljših iger, precej več pompa bi lahko bilo okoli njega v Ligi NBA, ampak enostavno ne pride ta njegova kvaliteta na površje in takrat, ko pride, so nekateri nekoliko presenečeni, ampak mislim, da je on bi bil sposoben to kazati iz večera v večer, iz tekme v tekmo, ampak enostavno tega ne počne. Škoda je, da dejansko zadnje leto, zadnje 2 leti, zadnja 3 leta vsaj izkušnje, medicina kažejo, da nekje branilci, zunanji igralci začnejo tisti najvišji nivo atleticizma izgubljati, že nekje na začetku 30-ih in v sedanji ligi ob takemu številu izjemno kvalitetnih branilcev, pravzaprav zlati dobi branilcev, temu pogosto rečemo, kjer je konkurenca neizmerno huda in še nikoli v zgodovini ni bila tako huda konkurenca na zunanjih položajih. In iz tega vidika je recimo morda škoda, vsaj do sedaj recimo, na eni strani njegova najbolj uspešna sezona v Miamiju ni obrodila končnice, lanska sezona. Na drugi strani sezona, v kateri je končal v končnici, je bil povsem izoliran v napadu in potem šele v drugem delu sezone, recimo, že takrat smo lahko jasno videli, kaj je problem v igri Miamija, ko je Boša tista druga epizoda te njegove bolezni krvnih strdkov doletela in ni odigral drugega dela sezone, je Goran za 4 točke dvignil statistiko, za 2 podaji, 2 skoka in se približal tistim številkam iz sezone pred tem. In potem seveda še boljša statistika lansko sezono, kot sem že omenil, letos nekaj slabša, ampak korelacija z njegovo manjšo vlogo v napadu je tukaj direktna. Tudi korelacija med tekmami, ko ima več žogo ali pa ko nima več žogo, ko njegova vloga bolj izpostavljena, ne, on se tukaj letos v Miamiju, to je povsem jasno, žrtvuje statistiko za uspeh moštva. S tem, ko recimo več žogo prepušča drugim, seveda ima tudi manj možnosti, da napolni statistične kategorije. In če seveda to pripelje do uspehov moštva, potem igralci s tem pravzaprav nič ne žrtvujejo. Recimo Spursi so klasičen primer moštva, kjer igralci pač žrtvujejo nek del določene osebne statistike, Parker, tudi Tim Duncan in seveda Manu Ginobili, ki je vrhunce svoje kariere doživljal pravzaprav kot 6. igralec, kot igralec, ki je vstopal v igro s klopi, kljub temu, da bi lahko seveda v vseh moštvih igral v prvi peterki. Igralci so se pripravljeni žrtvovati, če moštvo zmaguje. In Goranova stava tukaj, morda s tem lahko zaključiva, je preprosta. Jaz verjamem v uspeh tega moštva, zato sem pripravljen sprejeti manjšo vlogo, zato sem pripravljen žrtvovati določen del statistike. Drugo vprašanje je seveda, ali bo ta uspeh tudi prišel. Jaz mislim, da tako kot sem dejal, brez kakšnih konkretnih menjav in sprememb v moštvu, mislim, da uspeha v Miamiju ne bo videl. Ja, in tukaj se povsem strinjam s tabo. Jaz mislim, da Goran bo uspeh oziroma tisti naslov lovil šele po epizodi v Miamiju, ko bo verjetno kot nek epizodni igralec morda pristopil v Golden State, recimo. Vsaj tako, kot sedaj kaže. Vsaj tako, kot sedaj kaže, tam pri 34, 35, ko bo imel to neko obrobno vlogo. V Miamiju kot vodilni igralec pa žal mislim, da ampak ne. Problem je v tem, da v Miamiju ni vodilni igralec, seveda. To je pa tale catch-22, o katerem smo sedaj seveda govorila. Je najboljši igralec, ni pa igralec, ki bi recimo porabil največ metov ali pa največ obvladoval žogo, porabil največ napadov. Ni igralec, čigar vloga bi bila jasno izklesana in izdelana, ampak se pač iz tekme v tekmo prilagaja in to ni tisto, kar smo verjetno mi pričakovali, glede na njegovo formo in kvaliteto, seveda. Ampak Miami mora upravičiti to visoko naložbo v vse te igralce. Mora jim dati vlogo, mora jim dati žogo.
Brez tega Miami ne more za te igralce nič iztržiti. Če jim seveda ne daš žoge, ne morejo pokazati, česa so sposobni. Čeprav trenutno kažejo bolj to, česar niso sposobni, že spet govoriva o Richardsonu in Tylerju Johnsonu. Tylerju Johnsonu, ki bo naslednjo sezono zaslužil skoraj 20 milijonov. Več kot Goran. Več kot Goran in igralec, ki je recimo začel sezono katastrofalno in čigar vrednost je padla pravzaprav na nulo. Nima nobene vrednosti in kaj lahko narediš sedaj s takim igralcem? Naslednjo sezono mu boš moral plačati $20 milijonov, ne moreš ga pa menjati. Na drugi strani je pa to igralec, ki seveda, ko je na parketu, vzema žogo iz rok Gorana, iz rok boljšega igralca. Zato seveda ja, trenutno nič kaj blesteča situacija in to je nekaj, na kar sem jaz opozarjal, kljub tej recimo nagradi igralca tedna. Kljub tem uspešnim tekmam v zadnjem tednu so bila midva, tudi jaz, obtožen recimo pesimizma v kakšnih svojih objavah na Facebooku ali pa tudi kakšnih izjavah v tem podcastu. Sem videl, da pač se nekateri niso strinjali oziroma verjamejo v to postavo Miamija precej bolj kot sam. In moram priznati, ja, da brez kakšnih konkretnih sprememb v postavi preprosto ne vidim rešitve o teh potencialnih menjavah. Bova pa morda, Blaž, da ne bova zdaj predolga, spregovorila še kdaj drugič. Ali bi sedaj še kaj dodala tukaj, kaj Blaž, ali lahko zaključiva z Miamijem? Lahko zaključiva z Miamijem. Miami. Ja, malo drugače izgovarjava. You say Miami, I say Miami. Mislim, da je dobro, da na tej točki zaključiva. Bila sva zelo obsežna, mislim, da sva predstavila srž problema v tem moštvu. In upava lahko, da se bo zadeva čim bolje, se pravi pozitivno odvila za Gorana. Ali bo to res mi je žal, da najboljša leta izgublja v moštvu, ki mu ne ustreza ne po stilu igre, ne po sestavi moštva. Tudi trener je bolj naklonjen počasni igri, kjer je na prvem mestu obramba in seveda Goranova obramba je izjemna. Morda, če zaključiva na kakšni svetli točki, Goran sodi med najboljše obrambne igralce na njegovem položaju, vsaj do teh zadnjih 2 tekem in katastrofalne obrambe celotnega moštva, ne samo njega, je bil celo med 5 najboljšimi organizatorji in 10 najboljšimi branilci samo v obrambi. In če temu dodamo še njegovo odlično igro v napadu, s katero si je prejšnji teden zaslužil tudi naziv igralca tedna, je seveda zelo škoda, da potem pridejo take tekme, s katerimi pravzaprav on in celotno moštvo pokvarijo ves vtis iz prejšnjega tedna, s katerimi recimo tudi pokvari svoje all-star možnosti, če bi gradil na tistem, kar je recimo na tistih temeljih, ki jih je postavil prejšnji teden. Tudi ta teden je to seveda odlično za njegove možnosti za nastop na All-Staru, vendar tudi brez uspehov moštva tega ni, tudi če njegova statistika odvisna. Tako da gre to z roko v roki in ja, seveda vsi bi radi videli najboljšega evropskega organizatorja, kako tudi na drugi strani Atlantika igra na podoben način, kot je navduševal letos poleti v Eurobasketu, v tako izraziti vlogi, ki si jo konec koncev tudi zasluži. Ja, se posem strinjam s tabo in Miami bo tako ali tako redna tema najinih podcastov, tako da tisti, ki ne jo poslušate preko YouTubea, lahko spodaj v komentarju napišete, če imate vi kakšno mnenje okoli tega, kar sva povedala, morda vi vidite koga, ki bi moral oditi iz moštva, ki bi moral biti traden, tako da kar veselo. Ali pa igralca, ki bi lahko bolje sodil v to moštvo, recimo. Ja, in mislim, da na tej točki lahko sedaj tudi zaključiva in se čez nekaj trenutkov vrneva s preostalimi vprašanji, o katerih sva že nekoliko govorila, o Minnesoti, Oklahomi, Bostonu, Clevelandu in tako naprej. What are you doing, Dragons? It's amazing, I'm the reason everybody fired up this evening. I'm exhausted, barely breathing. A jump pass to Jordan off to the left. Michael double teamed on the drive, in for the left, gets chased into the corner, comes right back. Down! Through the foul! Wow! Oh, powerhouse, JD. There's a poster play. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing. By the play in the third. Kobe. So amazing. Hogan. Bring it home, Kobe, baby. Wow. I'm a problem that I never ever be solved.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! With 0.6 of a second remaining. It's amazing, so amazing, so amazing. Barnett comes out on LeBron. Now they switch and here's Pierce again. A Smith screen. Posey on the bench. Oh! LeBron James with no regard for human life. So amazing, it's amazing, so amazing, so amazing, so amazing, it's amazing.